Pozdravljeni! Danes vam bom predstavil izraza naravna pokrajina in kulturna pokrajina. Na prvi strani imamo Blejsko jezero, ki ga je ustvarila narava pred milijoni let. Sredi Blejskega jezera imamo čudoviti otoček. Vendar pa smo jezeru dali svoj pečat tudi ljudje. Tako smo sredi otoka postavili cerkev, ob jezero smo postavili grad, danes pa tu najdemo še številne hotele, ceste in tako dalje. Naravno pokrajino sestavljajo naravni pojavi. To so tisti, ki jih je tja postavila narava. Kamnine, prst, vode, površje ali relief, naravno rastlinstvo, naravno živalstvo in podnebje. Na tej sliki vidimo reko, z leve in z desne strani imamo vzpetine prekrite z gozdom. To je tja postavila narava, zato je to naravni pojav. Spodaj pa imamo hidroelektrarno, stavbe, ceste, to pa je postavil človek, zato to niso naravni pojavi. Poznamo zelo različne vrste kamnin. So zaobljene, ostre, luknjaste in tako dalje. Vse pa je naredila narava. Narava je postavila tudi prsti. Nekatere so svetle, druge so temne, nekatere so manj rodovitne, druge so bolj rodovitne. V Sloveniji najdemo tudi rdečo prst, in sicer na Primorskem. Tudi tej je barvo dala narava. Naravne pojave sodijo tudi naravne vode. Reke, jezera, morja. Ne sodi pa med naravne pojave na primer bazen, saj ga je sestavil človek. Naravne pojave uvrščamo tudi površje ali relief. Ali gre bolj za nizko in ravno področje, ali pa gre za visoko, vzpetinasto hribovito. Tukaj imamo zemljevid Slovenije, na katerem je prikazan relief. Lepo se vidi, da so nekatera področja ravna, medtem ko so nekatera vzpetinasta. Naravni pojav je tudi rastlinstvo, vendar negojeno. Preko 60% Slovenije prekriva gozd. Veliko imamo tudi travnikov. To ni tja postavil človek, zato je to naravni pojav. Če pa pogledamo na polja, kjer človek goji koruzo, pšenico, krompir in tako dalje, to pa ni naravni pojav. Tudi če imate na vrtu lepo palmo, to ni naravni pojav, saj je ni tja postavila narava, ampak smo jo ljudje prinesli od drugod. Naravni pojav je tudi naravno živalstvo. V naših gozdovih najdemo lisice, jelene, volkove in to je naravni pojav. Doma pa imamo razne ljubljenčke, pa naj bojo to mačke, psi, kanarčki, hrčki in tako dalje, ampak smo jih ljudje prinesli tja. Niso že od nekdaj, zato to niso naravni pojav. Tudi če gremo v živalski vrt in pogledamo živali, na primer sibirskega tigra, smo ga ljudje tja prinesli od drugod. Ne moremo reči, da je sibirski tiger naravno živalstvo v Sloveniji. Je pa naravno živalstvo v Sibiriji. Potem sodi med naravne pojave tudi podnebje. Na prvem zemljevidu vidimo, kje je najbolj suhi del Slovenije in kje je najbolj namočen. Na drugem zemljevidu vidimo, kje je najbolj vroč del Slovenije in kje je najbolj hladen del Slovenije. Kulturno pokrajino pa sestavljajo družbeni pojavi. To pa so tisti, kjer ima človek odločilno vlogo.
koliko je ljudi oziroma prebivalstva na nekem področju in kakšno je, kakšna naselja imamo, promet in gospodarstvo. Pri ljudeh, pri prebivalstvu nas zanima, kakšna je starost, koliko je število in kakšna je gostota, kakšna je veroizpoved, barve polti in tako dalje. Na tem zemljevidu vidimo, kolikšna je gostota po Sloveniji. Vidimo, da je najbolj gosto naseljeno v mestih, Ljubljana, Maribor, Ptuj, Novo mesto, Koper in tako dalje. Imamo pa dele Slovenije, kjer praktično prebivalcev ni ali pa jih je zelo malo. Med družbene pojave sodijo tudi naselja. To so mestna, kjer je veliko stavb na majhnem področju, in pa vasi, kjer imamo malo stavb. Med družbene pojave sodi tudi promet, ki ga delimo na cestni, vodni, zračni in železniški. Imamo pa še drugo delitev, in sicer na potniški in tovorni. Tukaj zgoraj je vlak, ki prevaža potnike, tukaj pa je vlak, ki prevaža tovor. Sem sodi tudi gospodarstvo, in sicer industrija, kaj se v tovarnah proizvaja, kmetijstvo, kaj pridelujemo in koliko pridelujemo na poljih, potem so storitvene dejavnosti, kot so frizerji, avtomehaniki, lepotilni saloni in pa javna uprava. Javna uprava je šolstvo, zdravstvo, policija, vojska in tako dalje. Ponovimo. Naravno pokrajino sestavljajo naravni pojavi, to je tisto, kar je ustvarila narava. Kulturno pokrajino pa sestavljajo družbeni pojavi, to so pa tisti, kjer je vplival človek.